Odbor za podelitev Erlichovih priznanj podeljuje priznanja zaslužnim Slovenkam in Slovencem ter ustanovam in društvom, ki svojim delom, pogumom, vztrajnostjo, predanostjo in ljubeznijo ohranjajo spomin na bogato slovensko zgodovino. V imenu odbora bo priznanje z medaljo izročil direktor družine gospod Tone Rode. Letošnji prejemnik je Rafaelova družba. Priznanje pa bo v njenem imenu prevzel ravnatelj Rafaelove družbe, gospod Lenart Rihar. Vabljeni. Rafaelova družba je častitljiva ustanova. Se letos mineva 120 let, odkar je bil v Ljubljani na pobudo takratnega ljubljanskega škofa Antona Bonaventure Jegliča ustanovljen pomožni odbor Dunajske družbe svetega Rafaela. Leta 1907 je Rafaelova družba začela delovati kot slovenska ustanova, že takoj naslednje leto je bila odprta njena izpostava v New Yorku. Rafaelovo družbo je katoliška cerkev ustanovila v skrbi zaradi množičnega izseljevanja iz Evrope v drugi polovici 19. stoletja. Ime je dobila po nadangelu Rafaelu, zavetniku popotnikov. Zaradi zlorab in drugih krutih izseljenskih zgodb je ljudi želela najprej zadržati doma. Če pa so se vseeno odločili za izselitev, jim je nudila različna obvestila, nasvete za potovanje, naslove za primere stisk, duhovno in materialno podporo. Po koncu druge svetovne vojne je bilo delovanje Rafaelove družbe onemogočeno, tako da je formalno znova zaživela skupaj s samostojno Slovenijo. Mnogi izseljenci so dvomili v dosledne demokratične spremembe v Evropi, zato so svoje arhive raje zaupali Rafaelovi družbi. V svoji fototeki tako hranijo okrog 50.000 motivov. Iz v celoti digitaliziranega gradiva sta nastali 2 monografiji, vrsta člankov in razstav, ki so obiskale že nad 150 krajev v Sloveniji, zamejstvu, po Evropi, v Severni in Južni Ameriki. Prireja kulturne večere in ekskurzije. Skupaj z Zvezo izseljenskih duhovnikov izdaja mesečnik za Slovence po svetu Našo luč, ki neprekinjeno izhaja že 72 let. Najbolj množična prireditev Rafaelove družbe je romanje 3 Slovenij na Svete Višarje, ki vsako prvo nedeljo v avgustu in v ugodnih vremenskih razmerah privabi nad 2000 ljudi. Rafaelova družba je že leta 1929 uveljavila nedeljo Slovencev po svetu, ki se obhaja vsako prvo nedeljo v juliju. Za mlade organizira Višarske dneve v Erlichovem domu na Svetih Višarjah. Za omenjeni dom tudi skrbi in s tem ohranja slovensko navzočnost na tem romarskem kraju. Le v zadnjem letu so izdali knjižico z besedilom dr. Lambreta Erlicha o Svetih Višarjah, monografijo o 2 Slovencih, ki sta vodila vzhodno krščansko središče v Bruslju in s prepovedano literaturo zalagala dežele za železno zaveso. Izdelali družabno igro o zamejstvu in zemljevide, ki vsebujejo vsa slovenska zemljepisna imena v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Naj Rafaelova družba ostaja močan steber Slovencem doma in po svetu. Iskrene čestitke.
V imenu odbora Kapele Močencev en velik bohlonek vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izpeljavi današnje slovesnosti. Storili ste dobro delo. Vsem vam pa nikar še domov. Posodite za trenutek in se pogovorite ob dobrotah domačinov. Vabljeni tudi k nakupu knjig na označenih mestih. Naj današnji dan mine v znamenju ponosa naše državnosti. Zdrava bodi, moja lepa domovina. Oče, mati, brate in sestri, Oče mi sta brate in sestri, holmi skale večnega snega, to je moja domovina. Zdravo, moja lepa domovina, moja lepa domovina, zdravo, moja lepa domovina, moja lepa domovina. Varna pesem mladih sočnih dni, varovanka fantove moči, kreski sega meni do neba, to je moja domovina. Zdravo je moja lepa domovina, zdravo je moja lepa domovina, zdravo je moja lepa domovina, moja lepa domovina. Zemlja rodna moja je tako, da če treba bil se bom za njo, zadnja kaplja mojega srca, to je moja domovina. Zdravo je moja lepa domovina, zdravo je moja lepa domovina, zdravo je moja lepa domovina, moja lepa domovina. Zdravo je moja lepa domovina, zdravo je